Spoštovane diplomatke, diplomanti, starši in prijatelji. Z vsemi vami je zdaj že večje ali manjše število dni, odkar ste dejansko zagovarjali vaše diplomsko delo pred komisijo, tako da ste malo že občutili to odcepljenost pravne fakultete oziroma kako je življenje po diplomi. Danes pa smo se ponovno zbrali tukaj na fakulteti, da vam svečano podelimo diplome. Vedno boste tudi pod nadzorom javnosti, sodstva, ampak edina resnična varnost si boste sami. Kdor obvlada poklic, je podoben človeku, ki je za utrdbo. Zato ne bodite samo uporabnik prava, ampak njegov kreator. Iz prava in pravil potegnite tisto, kar je pravično in dobro. To pa je umetnost, ki jo zmorete z znanjem. Ni znanjem prava, ampak pravnih veščin. Biti pravnik pomeni tudi dati prednost odgovornosti za druge pred odgovornostjo zase. In to ni vedno lahko. Radbruch, veliki nemški pravnik, pravi, da je dober pravnik tisti, ki je trden v svojih odločitvah, ki ne govori na pamet, ki obvladuje čustva, se prepriča o svojih trditvah, je trdna osebnost, ki zna vplivati nase in se ne boji lastne sodbe. V želji, da smo vam na pravni fakulteti dali podlage, da se izgradite v dobrega pravnika in posameznika, vam želim na osebni in poklicni poti vse dobro. Rada pa bi tudi, da ostanete v vezi s fakulteto, vašo alma mater, ki bo poskušala organizirati različna izobraževanja, ki jih kot pravniki potrebujete vse življenje. Pravna fakulteta Univerze v Mariboru vam lahko kot alma mater stoji ob strani na tej poti oziroma na poti vaše kariere. Dojemite jo kot ustanovo, ki za vami nikoli ne bo povsem zaprla vrat. Spoštovani diplomanti in diplomantke, naj zaključim z iskreno željo po tem, da bi bili na vaši osebni in poklicni poti drzni, da bi si upali postavljati višje cilje in da bi bili pri tem vztrajni. Predvsem pa, da bi bili zaradi svojih dosežkov, tako na osebnem kot poklicnem področju, srečni. Prosili smo naj to čas danes povem nekaj besed. Spomnim se svojega prvega študijskega dne na tej fakulteti, bilo je v tej predavalnici. Imeli smo predavanje zimskega prava. 4 šolske urah sem podpisala 9 strani v zvezku, roka me je trknila, nisem je več čutila. In vseeno bi bilo, če bi profesor govoril v kitajščini, ker v nobenem primeru ne bi razumela nič česar. Po koncu predavanja sem imela tako glavo in celo pot, ko smo bili konec predavanja, sem se celo pot od faksa do strevanja jokala. Zdaj mi mišljala, drugi Bog,
kaj je bilo meni tega treba. Res, celo pot, jaz sem na glede police, res. In dejansko, kaj vse je bilo potrebno, da lahko danes držim ta govor v 4 letih. Delo pozno noč, dan za dnem, teden za tednom. Odrekanje spanju, s čimer so prišli tudi ti permanentni pomočnjaki. Striktno obiskovanje predavanj in vaj, redno delanje zapiskov, urejanje, kup literature in zakonodaje, ki jih je bilo treba naštudirati. Kljub vsemu, kljub temu, da sem se morala zaradi študija odreči marsičemu, sem pa na drugi strani ogromno pridobila. Res, študij prava je, kar se širine in uporabnosti tiče, eden tistih študijev, ki ti odprejo nešteto vrat. Res. Pravo danes posod okoli nas, srečujemo ga dan za dnem na vsakem koraku, kjerkoli. Posod okoli nas je, tako drag. Priznam sicer, da ne vem niti, kje bom čez 1 leto, kaj še čez 10 let, dobenega zagotovila ni, da bom nekoč delala kot pravnica, ker nikoli namreč ne veš, kaj te življenje prinese. Ne veš, ne vem, kaj se bo jutri zgodilo. Vem pa, da mi je dala ta fakulteta ogromno koristnega znanja, ki mi bo prišlo prav v vsakdanjem življenju in za katerega upam, da bom nekoč z njim lahko pomagala tudi ostalim. Zato pa so zaslužni predvsem profesorji in asistenti na tej fakulteti, ki bi se rada iskreno zahvalila. Res, ker so bili vedno na voljo in so nam dali neko širino, ker so nam izdatno pomagali pri prebijanju skozi študij. In predvsem, ker so se izkazali ne samo kot profesori in akademiki, čeprav to 100% se, ampak ker so se izkazali tudi kot ljudje. Večina profesorjev, ne morem govoriti 100% za ostale fakultete, ampak vem, da na tej fakulteti delajo profesori, predvsem pa ljudje. In to cenim, ker tega ni povsod. Potem hvala tudi vsem sošolcem, ki so več kot upravičili repeti za enega, eden za vse. Res za vse nesebično posojene zapiske, za vsako pomembno informacijo, za hitro kavico tule v tabuju ali pa za spodbudno besedo. Res, to se mogoče zdijo male stvari, ampak imajo pa ogromno težo. In to pomaga pri študiju. Čeprav se mogoče zdi, ampak to pomaga, res pomaga. Ne smemo pozabiti niti na punce iz referata in iz knjižnice. Res so se izkazale vedno prijazne, vedno nasmejane, vedno dobre volje, vedno v pomoč, vedno si dobil, kar si rabil, če je bilo v njihovi moči.